Torej, moja najljubša knjiga in tudi knjiga, ki me je zelo močno vplivala in ohrabrila v življenju, so pravljice Frana Milčinskega. Moja najljubša knjiga je Razum in potepuh Astrid Lindgren in pa Pika Nogavička. Moja najljubša knjiga je zdaj Zaspanka Franeta Milčinskega, Ježka. Moja najljubša knjiga je Mesto sanjajočih knjig Walterja Mersa. Moja najljubša knjiga je Norveški gozd Harukija Murakamija. Moja najljubša knjiga je Mojster in Margareta Mihajla Bulgakova. Moja najljubša knjiga je Vojna in mir Leva Nikolajeviča Tolstoja, če sem prav izgovoril njegovo ime. Moja najljubša knjiga je Pravica Srečka Kosovela. Moja najljubša knjiga je knjiga, ki je zvočna knjiga Horror Mundi Svetlane Makarovič. Moja najljubša knjiga so pesmi Muce Potoka Svetlane Makarovič. Moja najljubša knjiga je Ljubezenska pesem norega dekleta Silvije Plet. Moja najljubša knjiga je Alamut Vladimirja Bartola in njegov Al Araf. Moja najljubša knjiga so zbrane zgodbe Roalda Dahla. Moja, kaj, Andreja? Seveda. Moja najljubša knjiga je, in to že desetletja, Tao, knjiga Poti Lao Tzuja. Moja najljubša knjiga je transcendentalna, samo trenutek. Moja najljubša knjiga je knjiga Transcendentalna filozofija pri Kantu in Husserlu mojega profesorja Antona Žvana, ki še ni izšla. Moja najljubša knjiga je še veliko knjig, ki niso izšle, vendar so, in temne sile poskušajo danes preprečiti inkarnacijo med nami. Moja najljubša knjiga je knjiga Nobenega prijatelja razen gora Beruza Bučanja. Moja najljubša knjiga je Motoristov dnevnik Ernesta Che Guevare. Moja najljubša knjiga je Nekaj zelo, zelo lepega pesnice Neže Maurer. Moja najljubša knjiga je, čakaj, zdaj se moram pa malo ozreti okrog. Moja najljubša knjiga je knjiga Ena zemlja, eno človeštvo proti 1 % okoljevarstvenice, znanstvenice Vandana Shiva. In še bi lahko našteval. Če koga od vas zanima, zakaj, se lahko obrnete neposredno, in če bom le utegnil, name, vam bom odgovarjal. Dotlej pa priporočam vsem, da preberete, da berete in s tem rešujete ne le sebe, ampak tudi svet. Hvala.